Ekonomistka Ksenija je maja letos ostala brez službe. Stvari je vzela v svoje roke. Zdaj prek socialnega podjetja izdelujejo pralne plenice. V času tega obdobja, v katerem otrok nosi plenice, ga moramo previti 5 do 6 tisoč krat. Vsak otrok pridela 1 tono smeti. Gre torej za okolju in denarnici prijazen izdelek, kot poudari Ksenija, en otrok, ena plenička. Recimo, to je zdaj največja velikost te pleničke. Če je pa otročiček manjši, lahko to zmanjšamo. Gospa Danica je bila še do pred kratkim šivilja brez službe. Zdaj v socialnem podjetju Zadruga dobrote iz oblačil, ki jih ljudje odvržejo v kontejnerje, izdelujejo unikatne izdelke. Predvsem smo zaposleni nad 50 let, teže zaposljive pa z prvo zaposlitvijo. Nas je zaposlenih 6. Ob teh uspešnih zgodbah je žalostno, da te vrste podjetništva v Sloveniji še nima prave podpore. Zakon o socialnem podjetništvu je sicer že bil sprejet. Drugi korak, ki je za mene najpomembnejši, je to, da socialno podjetništvo uvrstimo v operativni program za naslednjo finančno perspektivo, s tem bi je dal težo. 0,7% delovne sile je zaposlene na tem področju. Potencial je ogromen. Ob finančni podpori države je pomembno tudi, da ljudje verjamemo v svoje ideje in jih poskušamo uresničiti.